V Italiji je vse več brezdomcev. Za rekordno revščino, ki ljudi peha na cesto, v veliki meri obtožujejo Demokratsko stranko. Opozicijske stranke pa krivijo levico, da ni storila dovolj, da bi Italijanom zagotovili vsaj osnovne pogoje za bivanje. In medtem, ko se politiki prepirajo, ljudje ostajajo na cesti. Med drugim skoraj 60-letni Claudio, ki živi v šotoru v pristanišču potem, ko je bil lanskega avgusta skupaj z drugimi družinami izseljen, ker niso več mogli plačevati najemnine. Skupaj z drugimi brezdomci opozarja na to, da so za nekatere nevidni. Zato so se odločili, da se sredi dneva pokažejo ljudem na ulici. Družbo jim delajo priseljenci, ki prav tako živijo v za človeka nedostojnih razmerah. Nadaljuje se sojenje novinarjema Reutersa, ki sta bila obtožena kršenja zakona o uradnih državnih skrivnostih v Mjanmaru. Raziskovala sta mjanmarske dogodke, ki so jih Združeni narodi označili kot etnično čiščenje ljudstva Rohin. Medtem, ko si tožilci prizadevajo, da bi novinarja dobila 14 let zapora, pa kaže posebno poročilo Reutersa, objavljeno prejšnji teden, da naj bi lani v državi Rakhine v vasi Indin izvedli množičen pokol Rohin. Pokopali naj bi jih v skupni grobnici. V Oregonu je več ljudi ujetih na gori Hud, od koder ne morejo brez pomoči reševalnih ekip. Šerifov urad je sprva dobil sporočilo, da naj bi nek plezalec padel in se pri tem poškodoval. Po raziskovanju so ugotovili, da se je v skupini plezalcev zgodila nesreča, skušali so pomagati kolegu, vendar niso zmogli. Na gori je bilo dopoldan še vedno od 7 do 15 oseb, s katerimi so reševalci uspeli komunicirati. Vode in hrane so imeli zgolj za en dan. Zaradi nevarnih razmer padajočega kamenja in leda reševalci niso mogli do njih, tako da so plezalcem svetovali, naj ostanejo, kjer so, dokler ne bodo poskrbeli za varno reševanje. Nekdanjega gvatemalskega predsednika Alvara Coloma in nekdanjega ministra za finance Juana Alberta Fuentesa so aretirali v okviru lokalne preiskave korupcije. Fuentes je sicer zdaj predsednik družbe Oxfam International, ki je prav tako del obsežne preiskave o zlorabah na Haitiju. Alvaro Colom pa je bil predsednik Gvatemale od leta 2008 do 2012. V preiskavi o domnevni korupciji se ukvarjajo z nakupi avtobusov iz časa njegovega predsednikovanja. Pri nakupih avtobusov za javni potniški promet naj bi namreč prišlo tudi do podkupovanja in več drugih nepravilnosti, katerih ozadje odkrivajo preiskovalci.